Hej, mogoče si že slišala, da če želiš mišice in močne kosti in neko funkcionalno telo, moraš delati težke počepe z drogom, z zelo težkimi utežmi in koluti. Skratka, povsod okoli tebe mora biti vse črno in železno. Saj veš, tako kakor kaže internet, zraven tistih zelo definiranih punc. No, na drugi strani pa pravijo, da lahko delaš bodyweight vaje, torej z lastno težo, in elastike in neko vrtenje rok do konca življenja. Do penzije, da je to čisto dovolj in da boš tako napredovala v tem, kar si želiš. Tako da, ja, medtem ko težke uteži dejansko delujejo, vrtenje rok žal ne, ampak ni vse tako črno-belo. Je tudi veliko sivine, vmes, kot pri vsemu, ker težke uteži so fajn, predvsem zato, ker je enostavno dodajati težo, hitro napreduješ, rabiš manj časa za trening, zato ker delaš manj ponovitev. In vse skupaj lahko traja manj časa in hitro prideš do rezultatov. Pa ne zato, ker je to edini način, da napreduješ, ampak pač enostavno, ker pač tako je. Realno veliko žensk ni doslednih pri treningu za moč, pa ne zato, ker so lene, ampak zato, ker jim način treninga mogoče preprosto ne ustreza. Tazga, kakor ga rabiš za rast mišic. Ker mišice, v bistvu, one se nimajo čustev in ne zanima jih, ker če jih ne uporabljaš, bodo zginile. In tako je, pač ni nekega čudežnega pravila. Mogoče ti treningi s težkimi utežmi niso všeč, mogoče nimaš fitnesa, mogoče nisi prepričana v svojo tehniko, kar jo delaš, mogoče te je kdaj kaj uščipalo, zabolelo, ali pa enostavno nimaš financ, te ustavi neki strah, še preden te ustavijo dejansko mišice. In to je čisto okej. To je čisto okej, da imaš te pomisleke, da mogoče to ni zate in da ne rabiš tega trenutno. Ker mišica dejansko ne ve, a držiš drog, ročko, elastiko ali pa mogoče celo kamen. Ne ve, mišica sam ve, koliko je upora in s kakšno težo to premaguje. Pač to je vse, kar mišica ve, ne ve, ali držiš kolute, ali ne ve, ali držiš ročke ali bodyweight. Enostavno jo zanima, koliko je težko. In da napreduješ brez obsesije z nekimi težkimi utežmi ali pa pač kakršnimi koli koluti, lahko veš, da progresija ni samo dodaj kilograme, dodaj uteži, ampak lahko napreduješ tudi tako, da izboljšaš tehniko. To je zelo pomembno, da vsakič probaš še malo izboljšati tehniko vaje. Torej manj goljufanja, več kontrole. Tako bo mišica dosegla več impulzov. Upočasniš tempo, namesto da hitro spuščaš, mišico držiš dlje pod napetostjo, torej da počasi delaš vaje. Ekscentrične ponovitve, na primer počasno spuščanje v skleci, da res več časa preživiš v tem ekscentričnem delu, saj veste, iz mojih programov je kar nekaj takih vaj, ali pa dodaš polovičke ponovitve, torej pri počepu, da narediš eno polovičko in to lahko delaš pri vseh vajah. Torej, da delaš večji obseg gibanja. Naprimer, ko greš v počep, da se ne ustaviš nekje na srednji, ampak da greš globje v počep. Ali pa preprosto prideš bližje pravi mišični odpovedi, torej narediš več ponovitev, da res so zadnje ponovitev težke. Naprimer, če delaš počep z utežmi, namesto da takoj iščeš težje ročke, narediš bolj počasno spuščanje. Torej, ne vem, namesto 1 sekundo greš 3 sekunde lepo počasi v počep in kar naenkrat nimaš več občutka, da so uteži lahke, ampak so težje. Koliko težko sploh mora biti, da napreduješ? Izberi težo, kjer lahko narediš nekje med 6 do 30 ponovitev, preden res prideš blizu odpovedi. Torej, to je to območje, kjer mišice rastejo. Ne ego, ne pekoče stanje, ne tresenje, ne švicanje, ampak ta občutek pač, da je težko. Kako pogosto? Torej, vsako mišično skupino približno 2-krat na teden, idealno mogoče 3 treningi tedensko, ampak da mišico obremeniš 2-krat na teden, že je to pogoj za rast. Ni treba živeti v fitnesu, sam dovolj pogosto se moraš tja vrniti. Kar pa ne pomeni 5 do 6 krat na teden ali pa da moraš preživljati dneve v fitnesu, nikakor.
In vaje izberi take, da ne boš delala 3 vaje v eni vaji, naprimer počep, potisk, obrat, ne vem kaj še vse. To ne bo šlo, zato ker preden prideš ti iz enega giba na drug gib, mine preveč časa. In uteži tudi niso iste za noge in za roke hkrati. Skratka, če boš ti delala počep, potisk, ne boš dobila tega efekta. Ali pa če recimo v skupini delaš 3 mesece z isto težo, po možnosti hitro, ko je to bolj neka kardio vadba, v bistvu sploh ni vadba za moč, ne glede na to, ali držiš v teži ali ne. Pilates je super vadba, ampak ni za rast mišic. Mišice bodo rasle na začetku, lahko peče, se trese, lahko izgleda super naporno, lahko ti je ful naporno, ampak to mišico malo briga in to ni okolje za hipertrofijo. Mogoče na začetku, če si čista začetnica, boš nekaj časa napredovala, bo mišica rasla, potem se pa to ustavi. In če je držljaj dovolj močen, da se telo prilagodi, bo mišica rasla. Koliko je to pri tebi, ne vem, noben ne ve, zato je fajn, da testiraš. Naprimer, vzami uteži, narediš 10 ponovitev in če je zadnja isto težka, kakor je bila prva in z isto hitrostjo lahko ponoviš ponovitev, je to premalo teži. Torej, ali povečaj ponovitve do 30, jaz sicer to je meni ful velika številka še vedno, ampak okej. Ali upočasni tempo, torej deli bolj počasi. Ali pa najverjetneje moraš vzeti mogoče malo težjo utež. Kaj to pomeni? Jaz veliko vidim 2 do 3 kilske uteži, pa tudi 5. To niso uteži. Mamice slišim, da imajo 15 kilske otroke in jih dvigujejo cel dan, plus košare, plus vrečke s trgovine in pol trenirajo s 3 kilskimi utežmi ali pa 5 kilskimi. Logično, da to ne bo nič od mišične mase. Ne more biti. Razen, če je pač to res kontroliran gib, počasen gib in da je težko. Drugače pa logiko v glavo. Ker trening za moč obremeni tudi kosti. Kosti obožujejo obremenitev, ampak ni treba dvigovati kakor powerlifter, kakor res oni, ne vem, ki dvigujejo težke uteži. Če prideš bliže odpovedi, tudi pri 8 do 10 ponovitvah je to dela zelo dobro. Mi uporabljamo nekje tak rank ponovitev v mojih programih in lahko rečem, da imamo izjemne rezultate. Pa dobim še kakšen ta, jaz bi bila tudi funkcionalna in ja, tudi s treningom za moč v džimu ali pa doma postaneš zelo funkcionalna. Postaneš močnejša. V katerem koli gibu ti postaneš močnejša in življenje postane lažje. Nošenje vrečk, dvigovanje otrok, dvigovanje česarkoli, premikanje kavča, brez da bi klicala soseda, karkoli že, to je zelo funkcionalno. Tako da glej na življenje na splošno. Imam pa še eno vprašanje, ki sem ga dobila. Zdi se mi, da mi zmanjkuje doma uteži in kaj naj naredim. Torej, pomisli na vse zgoraj naštete stvari, deli mogoče počasneje, tam, kjer gre, deli polovičke, torej 1,5 ponovitev, pri počepu, izpadnem koraku, zazibaj ali pa delaš vaje z ekscentrično ponovitvijo, torej sklece spuščanje, pull-up spuščanje, seveda, če si že tam, ne bomo šli tukaj v to, kdo je za kje. Izboljši tehniko, to lahko narediš vedno. Torej, povečaj obseg gibanja, torej, če greš sam do pol počepa, pejdi nižje, pejdi globje, popolnoma iztegni roko, ko delaš recimo vajo za biceps, naprimer primer, ko vidim koga, ki dela polovične zgibe ali pa sklece, tukaj je še ful možnosti za izboljšanje obsega gibanja in napredovanja. Naj te ne vodi ego, pa koliko ponovitev narediš ali pa koliko uteži, ampak koliko dejansko kvaliteten je trening. In ne nazadnje investiraj v kakšno težo več. Ne vem, kakšne so omejitve, ampak 5 kilogramov ni teža, ki ti na dolgi rok prinaša rezultate. Misli bolj v obsegu za začetek 5 do 15 in pol, ko po 15 postane recimo premalo, povečaš serije, torej namesto 3 narediš 4 serije, dodaš kakšno ponovitev več, dodaš polovične ponovitve in izboljšaš tehniko in potem gremo dalje. Ali pa recimo delaš sam vaje z eno nogo, z eno roko, torej unilateralne vaje, ker je dejansko težo premagovati sam z eno nogo, kakor pa z dvemi. Naprimer, če gremo tukaj v počepe ali pa mrtve dvige. Torej upam, da ti je bilo to v pomoč.
Ker veliko vidim, da imate za cilj oblikovanje telesa, torej ne samo hujšanje in izgubljanje mišične mase, ampak dejansko oblikovanje telesa, in to boste naredili samo z mišično rastjo, ker pri ženski ne more biti brutalna, ampak lahko pa lepo oblikuje vaše telo. In to ni, da vi delate še tono kardija zraven treninga za moč. Trening za moč ima svoja pravila, ki zahtevajo počasno izvedbo, dosti pavze in na koncu mogoče spočiti. Konec. To ni kardio, ker bi ti nabivalo srce do onemoglosti in ni mogoče nekdo sploh nič ne švica pri takem treningu. In to je trening za moč, ki se čist v bistvu razlikuje od tega, kar ste mogoče navajene in naučene. Tako da upam, da vam je bilo to v pomoč in se vidimo naslednjič.